Tokrat preizkušeni avtomobil je slovenski avto leta 2018. Torej avto, ki je dober v vseh pogledih in v pozitivnem smislu tudi izreden, torej boljši od povprečja svojih razrednih tekmecev. Skratka avto, ki ga lahko priporočimo v nakup. Tudi mi smo glasovali zanj. Zakaj? Pojdimo po vrsti. Volkswagen, seveda legendarne modele, ki vse splošno navdušujejo, gradi že skoraj 50 let. Vedno je predstavljal varno izbiro, vedno je ponujal vsega po malem, skratka bil je dober paket. A danes v avtomobilskem svetu vladajo razmere, v katerih morajo takšni klasiki ponuditi še kaj več kot pa samo dober paket klasičnih prednosti. Krivi so seveda mali SUV-ji, torej razred avtov, ki najhitreje povečuje število voznikov. Mali SUV-ji so namreč poleg tega, da nudijo vse, kar nudijo tudi klasični malčki, v splošnem bolj praktični in veliko bolj všečni. Mali klasiki s polom na čelu imajo torej težko nalogo, a kaže, da imajo v rokavu precej adutov. Najbolj očitno je, da so se povečali. Res se večajo že vsaj 2 desetletji, a tokrat ne glejte in primerjajte zunanjih centimetrov. Sedite v pola in boste razumeli. Seveda ne bomo rekli, da je polo družinski, a polova prostornost dokazuje, da vtesnjeno ni bilo niti takrat, ko so zadaj sedli mama in 2 otroka. Nasploh pa lahko rečemo, da je prostornost ena bistvenih prednosti, ki jih ima polo pred recimo Fiesto, torej enem največjih tekmecev, proti katerem je recimo polo izgubil primerjavi voznih lastnosti. Polo je zgolj udoben, mestno in avtocestno, nikakor pa ni Fiestino vozniško dinamičen. S prostornostjo je torej polo odvzel SUV-om en argument. Proti všečnosti SUV-ov pa se polo bori s počutjem višjega razreda in z opremo, ki mu močno dviga status. V grobem ponuja vso modernejšo opremo. Bistveno pri naši odločitvi, da pola damo na vrh pri glasovanju za avto leta, pa je bilo, da so slovenski trgovci pripravili takšne pakete, da si kupci to moderno opremo tudi lahko privoščijo. S tem polo modernizira množično mobilnost in to moramo še enkrat pohvaliti.